Ni meje. Za dobre ideje. Prijazen pozdrav. Konec septembra se je na Centru za energetsko učinkovitost Inštituta Jožef Štefan odvil drugi seminar z naslovom Uporaba tehnologije GIS za energetsko načrtovanje. Udeleženci so se uvodoma seznanili s temeljnimi koncepti geografskih informacijskih sistemov, različnimi možnostmi in konkretnimi načini dostopa do prostorskih podatkov ter postopki njihove priprave, obdelave in uporabe. Blaž Lesnik se je pogovarjal z dr. Juretom Čižmanom z Inštituta Jožef Štefan in vodjo seminarja dr. Tomažem Šturmom. Govorimo o projektu Care for Climate, ki je zdaj že drugič zapored pripravilo izobraževanje za odprtokodno urejanje oziroma ukvarjanje s prostorskimi podatki. Zanima me, od kod ta vzgib oziroma kakšno je ozadje tega izobraževalnega projekta. Res je, kot ste lepo omenili, gre za projekt Care for Climate oziroma Samo en planet, ki je omogočil tudi razvoj tečaja ali pa izobraževanja na to temo, in sicer v okviru tega projekta smo obravnavali med drugim tudi potrebo po boljšem načrtovanju v občinah, v lokalnih skupnostih, kar se tiče energetike in povezave z ostalimi področji načrtovanja, tudi prostorsko načrtovanje in komunalno in ostalo. In pokazala se je potreba potem, da bi pripravljalci teh načrtov, lokalnih energijskih konceptov, potrebovali neka nova znanja in tudi nova orodja, če bi želeli bolj kakovostno pristopati k izdelavi teh načrtov. No, in kot eno od zelo dobrih orodij so se pokazali te GIS sistemi, torej geografski informacijski sistemi, in eno od teh orodij, ki so prosto dostopna in široko uporabna, je QGIS, in to je bil tudi nek osnovni okvir teh naših izobraževanj, zdaj temelji na spoznavanju najprej seveda sistemov GIS in pa konkretno uporabi tudi tega orodja. Tokrat je bilo to drugo izobraževanje, prvo bolj usmerjeno k naravovarstvu, zdaj infrastruktura oziroma energetika. Kakšni so odzivi? Res, v prvem izobraževanju smo izhajali pravzaprav iz dejansko bolj naravovarstvenih podatkov kot primer nekih prostorsko umeščenih podatkov. Zdaj tukaj smo dali, na tem drugem izobraževanju smo si zaželeli nekaj bolj energetsko ali pa infrastrukturno obarvanih podatkov. Gre pravzaprav samo za izbiro tematike, na kateri želimo prikazati uporabnost orodja. Tematiko smo pa zbrali glede na želje udeležencev, iz katerih področij prihajajo, torej pripravljalci teh energetsko-podnebnih, torej lokalnih konceptov. Njim so najbolj zanimivi seveda te energetski podatki, pa infrastruktura, seveda tudi naravovarstveni podatki do neke mere, ker ti podatki pravzaprav tudi neke omejitve v prostoru dajo, ki jih je pa seveda potrebno tudi pri tem upoštevati. Skratka, dejstvo je, da to orodje omogoča hkratno obravnavo zelo različnega nabora podatkov, tako da se res lahko upošteva različne vidike, ki jih moramo pri prostorskem načrtovanju upoštevati. To pomeni tudi omejitve v prostoru, torej ali so neka območja zaščitena in tako naprej, bolj ranljiva. To se da s tem orodjem zelo pregledno, transparentno tudi obravnavati. V zadnjem času je področje geografskih informacijskih sistemov doživelo velik razvoj. Poznavanje tega področja omogoča kakovostno pripravo lokalnih energetskih konceptov, strateških načrtov ogrevanja in hlajenja, zlasti daljinskega ogrevanja ter drugih razvojnih načrtov, ki temeljijo na prostorskih podatkih. Dr. Tomaž Šturm, strokovnjak za odprtokodni program QGIS, je vodil septembrsko izobraževanje. Kako je v Sloveniji s poznavanjem tega področja, koliko je pravzaprav tudi v samih občinskih uradih poznavalcev odprtokodnih programov ali pa kakšnih drugih? GIS-i so v Sloveniji v uporabi že precej dolgo več desetletij. V zadnjih letih je pa dejansko, mogoče predvsem po covidu, je pa opazen velik razmah odprtokodnih prosto dostopnih programskih rešitev, kot je tudi QGIS, zato ker je plačljiva programska oprema v tem času postala kar precej draga. Je pa tudi treba povedati, da je v zadnjih 5 letih ali pa 10 je tudi QGIS kot predstavnik
vodilni predstavnik odprtokodne prostorske programske opreme, doživel velik razmah in tudi funkcionalnosti so se precej izboljšale, tako da danes ponuja praktično enakovredno delo, kot če delamo z plačljivimi programi. Vi ste tudi predsednik društva tega odprtokodnega programa v Sloveniji. Koliko je stara ta skupnost in kako se razvija pravzaprav? Ja, to društvo OSGeo Slovenija je uradno nastalo letos meseca aprila. Skupnost je pa tako, da smo začeli z OSGeom dogodkom v Sloveniji z leta 2022, se pravi letos božji 4. dogodek, in ta dogodek sam je pokazal, da pravzaprav sploh obstaja odprtokodna skupnost v Sloveniji, in kot posledica tega dogodka smo se odločili še z 3 entuzijasti, se pravi 4 smo v vodstvu društva, da ustanovimo društvo, in zaenkrat smo polni optimizma, entuzijazma, tako da z veseljem čakamo naslednji OSGeo dogodek. No, se prav to, ta entuzijazem je začutiti zadaj. Na drugi strani ste omenili že neodprtokodne, se pravi plačljive programe, ki so precej dragi. QGIS, kot smo spoznali danes, omogoča pravzaprav vse, kar tudi zmorejo plačljivi programi. V čem je pravzaprav razlika? Razlika je predvsem v tem, da je prosto dostopen, se pravi tudi koda, iz katere je narejen program, je prosto dostopna in vsem dostopna, in vsak lahko poljubno spreminja program in ga prikroji svojim željam. Se pravi, zato ne potrebujejo nekega podjetja, lahko sam, če sem zelo dober programer, prikrojim program točno tako, kot mi ustreza. To je mogoče neka velika prednost. Kot druga stvar bi pa še poudaril, da se je v zadnjih letih tudi zelo razvila mednarodna skupnost, in v Evropi je tudi vsako leto že QGIS konferenca, na kateri se dejansko prav posvetimo QGIS orodju in kakšen bo razvoj v prihodnjih letih in tako naprej. No, in kakšna je perspektiva, prostor, podatki, trendi za naprej? Po mojem mnenju zelo dobra, ker dejansko prostor se ne veča, prostor staja enak, nas je pa skozi več oziroma nas skozi bolj zanima prostor, in glih ta orodja skupaj z prosto dostopnimi podatki v Sloveniji je dejansko prihodnost iz tega področja po mojem mnenju zelo pozitivna. Deljenje znanja, tudi to je en velik namen OSGeo skupnosti, tudi slovenskega društva, da se ta znanje deli med čim širši krog uporabnikov. Tomaž Šturm in Jure Čižman, hvala lepa. Hvala tudi vam. O uporabi tehnologije GIS za energetsko načrtovanje se je s sogovornikoma pogovarjal Blaž Lesnik. Ni meje. Za dobre ideje.